Spletni svet nam ponuja obilico izobraževalnih formatov in produktov, skratka zgradimo lahko praktično karkoli. In zdaj seveda, če želimo, da bo, bom rekla, tak spletni izobraževalni produkt služil na eni strani nam, to se pravi praktično dobesedno služil nam kot izvajalcem in na drugi strani služil našim strankam, torej našim kupcem, je smiselno oziroma je pametno, da izberemo ustrezen poslovni model spletnega izobraževanja. Zdaj, največji izziv pravzaprav v izobraževalnem biznisu, zlasti tem spletnem izobraževalnem biznisu, je to, da mora ta poslovni model na eni strani ustrezati vam in na drugi strani ustrezati potrebam vaših strank, izobraževalnim potrebam in drugim, ne. Skratka, najprej, preden gremo pogledati v te poslovne modele oziroma te oblike teh produktov, mogoče 3-4 stvari, no, kaj je tisto pravzaprav, na kar moramo biti najprej sami pri sebi pozorni oziroma na tiste stvari, ki jih je fino upoštevati. Zdaj, prva stvar je pravzaprav to, da nam mora tak produkt ustrezati nam kot izvajalcu na našem nivoju, čisto na našem individualnem oziroma osebnem nivoju, kar pomeni, da mora ustrezati po eni strani našemu, jaz temu rečem, lifestylu, oziroma, bom rekla, našemu urniku, čisto po domače povedano, oziroma temu, kar želimo v našem biznisu in življenju ustvariti. Zdaj, jaz bom dajala skozi tole e-predavanje, bom dajala različne primere zlasti iz mojega življenja, iz mojega, rekla, solo podjetništva in življenja, zgolj za ilustracijo. Ni to zdaj, bom rekla, ne rabijo to biti vaši primeri, ampak zato, da vidite pravzaprav, kje se lahko v bistvu pravzaprav zatakne. Zdaj, na individualnem nivoju, že ena od stvari je v bistvu, da mora ustrezati, bom rekla, to se pravi temu vašemu življenjskemu stilu. Bom dala primer, to se pravi iz mojega začetnega obdobja, ne, jaz sem si zadala pač pravzaprav, da bom delala mogoče tudi neke delavnice pa nekaj izobraževanja in potem sem ugotovila, da recimo, ker so bili moji otroci zelo majhni, da pravzaprav to meni ne ustreza, ne, ker pravzaprav vsakič, ko je katera od punc zbolela, je to zame pomenilo dodaten stres in v bistvu, ne vem, dodaten stres, da imam otroka doma, pa da moram hkrati delavnico speljati, pa vse te zadeve, ne, ali pa moža oprešti v te zadeve. Tako da, podoben primer, ki ga srečam tudi pri marsikomu drugemu, ne, zdaj ta gre pa že pravzaprav v kontekstu, da mora se ustrezati tudi vašim strankam, je pa recimo, da se odločite, da delate delavnice oziroma izobraževanja za recimo zaposlene mame in bi vi radi delali samo dopoldne, zaposlene mame so pa v bistvu dopoldne zasedene oziroma so v službi, ne, potem pride do tega krša, ne, da v bistvu ne morete pravzaprav, ste prisiljeni to, da delate delavnice oziroma stvari v večernem času namesto v dopoldanskem in tako naprej. No, skratka, na eni strani pravzaprav, da imamo en ta lifestyle, da ustreza, to se pravi nam in tudi seveda našim strankam, kar se časovno tiče. Druga stvar je pa tudi to, da nam ustreza finančno. Zdaj to pomeni, ne, jaz se dostikrat pohecam, ni problem na papirju ali pa na spletni strani dopisati eno nulo, pa naše izobraževanje iz, ne vem, 100 evrov narediti 1000 evrov pač ceno, ampak če mi osebno nismo usklajeni s to ceno, če je ta cena preveč ven iz te cone udobja, nas lahko spravi v to, da povzroči pri nas deregulacijo živčnega sistema, bi se po domače rekli, ne. Gre za to, da v bistvu velikokrat boste slišali, dajte višje cene, to je več vredno, ampak če mi sami tega ne čutimo v tistem momentu, pa ne, da ne čutimo, ampak da mogoče ni še usklajeno z nami, potem pravzaprav tistega niti ne bomo prodajali, ne. Tako da recimo jaz sem imela osebno eno obdobje, ko mi je bilo pač čisto normalno, da prodajam stvari, ki so, ne vem, 400-500 evrov vredne, pa je to bilo še kar nekaj let nazaj. Potem je prišlo obdobje, ko mi to enostavno ni bilo usklajeno z mano. Kar pomeni, da tudi če sem imela to v ponudbi, se ni prodajalo, se ni prodajalo, ker sem jaz štopirala zadevo, pač čisto na nezavedni ravni. Tako da včasih je potem lažje tukaj pogledati, ne. Meni je bilo takrat potem lažje iti v neke nizkocenovne delavnice, pa sem lažje, bom rekla, zapeljala zadevo naprej, ne. Medtem ko danes recimo, sem ravno pred časom dala nekaj nizkocenovnega ven, pa mi spet ni šlo, ne. Mi je lažje prodati nekaj majčkeno bolj tam srednjecenovnega. Skratka, zdaj to ne pomeni, da boste vi vedno prodajali isto stvar ali pa da mora biti, ne vem, da je to zdaj za 10 let zacementirano. Gre predvsem za to,
jaz vedno rečem, da gremo da imamo neka življenjska obdobja in skozi ta življenjska obdobja pač so nam določene stvari lažje izvedljive oziroma bolj pisane, bolj ustrezne nam na kožo. Tako da v bistvu dajte, ko boste čez to zadevo, dajte razmišljati v bistvu pravzaprav o tem, kako zadeve ustrezajo tebi z vidika lifestyla, to se pravi nekega urnika, nekega tega, kar bi rad zgradil. V mislih imej na drugi strani stranko, da stranka pravzaprav mora tudi ustrezati njej, ne? To se pravi sama oblika formata, in pa da v bistvu ustreza pač to, kar je trenutno usklajeno s tabo, kar se tiče cene in vsega tega. Pri ceni pa pri tem naj dodam še to varianto, da ne gre vedno za denar. Ne? Jaz upam, da si znate izračunati, koliko naj bi bila vaš prihodek na uro. Bom povezala video, v katerem govorim, kako se izračuna tiste operativne ure, ko izračunamo, koliko dejansko je vredna, bom rekla, koliko delavnic moramo prodati in tako naprej, no. Ampak tukaj želim predvsem poudariti to, da včasih stvari naredimo in izpeljemo, čeprav morda nismo prodali po taki ceni, kot bi si zaslužili, oziroma kot smo si jo postavili, da moramo dati, oziroma da moramo zaslužiti, ker gre enostavno za to, da včasih recimo zadevo damo na trg, zato da stestiramo. Ne? Recimo, da si zamislimo, oziroma da si zastavimo cilj, da prodamo, ne vem, 5 mest, ali da moramo reči malo višjo številko, recimo 10 mest v nekem vodenem programu, zato da zaslužimo recimo, ne vem, 5000 evrov, potem se nam pa na koncu zgodi, da bomo mogoče smo prodali za 1000 evrov, recimo samo dve osebi. Takrat je v bistvu pride do tega, da rečemo, ok, mogoče bom pa jaz to zdaj samo potestiral, da grem čez proces, sploh v spletnem izobraževanju, če imamo namen, recimo to zadevo potem posnet, se nam splača včasih narediti tudi kaj, bom rekla, pod ceno, v smislu zato, da testiramo z osebami 1 na 1, oziroma z osebami pač v skupini in da pol vidimo in iz tega razvijamo produkt, ki pa bo potem nam nosil mogoče neke pasivne dohodke, pa ga bomo naprej prodajali. No, tako da tukaj želim tudi to upozoriti, no, da dajte razmišljati, da včasih ni vse samo v denarju, ampak je bom rekla, tudi v tem, da je tudi še zmeraj je to biznis vidik, ne, ker bomo testirali nekaj, kar bomo potem lahko prodajali po nekih drugih cenah. To sem tudi omenila, ja, za stranke, skratka, ustrezati mora njihovim, po eni strani tudi izobraževalnim in pa časovnim potrebam. Ne. Včasih pač stranke iščejo nek način izobraževanja, ki ga mi v tistem trenutku pač recimo ne moremo zagotoviti, oziroma recimo želijo bolj individualno delati, mi pa ne. Tako da tudi te stvari je treba upoštevati. Skratka, gremo čez 4 modele. Spletni tečaj, torej to samostojno učenje, Zoom delavnice, mentorski vodeni programi in pa članski programi. Zdaj konkretno sem jaz te programe, oziroma tipe formatov, oziroma formate teh izobraževalnih programov majčkeno bolj podrobno razložila v video formati. Tako da, če se zalotaš na eni točki, da ti ni čisto jasno, o čem govorim, predlagam mogoče najprej ta video, da si pogledaš. Rahlo se bom dotaknila tudi trendov, trendov za leto 2026, o katerih sem tudi posnela posebej video, tudi priložim gor. Tako da, če so kakšne take stvari, bom še posebej opozorila, da si pogledaš tisti prejšnje videe, drugače pa to čisto samostojen video, nič ne bom kazala, lahko me daš v žep in greva skupaj na sprehod, ali pa me poslušaš v avtu, če je to dovolj varno. Skratka, še enkrat povem, dajem primere svoje zgolj za ilustracijo in pa to, kar bom šla čez, je pravzaprav prikazano zelo plastično, nekako tako, kakor lahko, bom rekla, drži, oziroma kakor lahko velja za večino ljudi, oziroma za večino ponudnikov spletnih izobraževanj, so pa seveda vmes še druge nianse. Povabim te tudi to, da razmišljaš, ko jaz govorim o teh modelih, da ga razmišljaš skozi svoj filter, to se pravi glede na svojo vsebino, glede na svoj tip programov in tako naprej. Evo, zdaj pa štartamo, to se pravi spletni tečaji, Zoom delavnice, mentorski vodeni in pa članski. Na YouTubeu bom to razdelila tudi v poglavja spodaj. Prva varianta, ki se jo dotaknemo, so spletni tečaji za samostojno učenje, več konkretno o tem formatu, torej v videu o formatih. Gre pa predvsem za, bom rekla, nizke do srednje cenovne programe. To se pravi, ko jaz govorim o nizkih, srednje cenovnih, visoko cenovnih,
Zdaj to smatram, bom rekla, na nek standard na trgu, to se pravi, kot govorimo o nizkocenovnih, je to tam nekje do mogoče 100 evrov, 120, 150 evrov, lahko je pa tudi samo, ne vem, 20 evrov, ne. Srednje cenovni bi rekla tam rang od 200 do 600, 700, pa je že to mogoče že v nekaterih primerih celo višji cenovni rang, in pa res višje cenovni tam nekje od 500, 600 pa pač neomejeno gor. Namreč, ko govorimo o tej visoko pa nizko cenovnosti, je treba torej pogledati najprej pač glede na branžo, ne, ker recimo, če so izobraževanja za poslovne namene, so vedno pač višja cena od tistih, ki so recimo za neko osebno rast in podobno, ne. Potem pa seveda pogledate tudi vi glede na svoj portfolio, glede na svoje to, kar počnete in tako naprej. Okej. Zdaj, spletni tečaji nizkocenovni, že v videu o trendih sem govorila, da pravzaprav verjamem, da se vrača ena zadeva, in sicer, da lahko zaračunamo tudi za e-predavanja. To se pravi, ko jaz govorim o spletnih tečajih, imam sicer v mislih tečaje, ki vodijo k neki aplikativnosti, torej da neko mini transformacijo zagotovijo. Ta mini transformacija je dostikrat tisto, kar se kot spletni tečaj za samostojno učenje prodaja. Dostikrat začnemo v bistvu z nekim modelom, kjer prodajamo nekaj, kar je iz tehničnega vidika. Ali da pelje ljudi skozi neko tehniko, skozi neko orodje, da jim zagotovi neko, bom rekla, zelo tako aplikativno stvar, ki pa ni blazno velika, ki ne zahteva neke blazne strategije, ampak bolj bom rekla, pokrijemo neko tematiko. Na drugi strani imamo pa lahko tudi e-predavanja oziroma stvari, ki niso aplikativne narave. Torej nekaj, kjer samo pravzaprav nek proces razložimo, pa to kljub temu zaračunamo. Včasih, ne, sem že v tistem videu o trendih rekla, bi jaz rekla, da pravzaprav ne moramo zaračunati, oziroma da se nam splača računati nekih predavanj, ker v bistvu je bila poplava vseh informacij in tako naprej, ampak danes zaradi AI-ja, grem bolj podrobno v te zadeve v tistem videu o trendih, ljudje iščejo tudi majčkeno bolj preverjene informacije in takrat pravzaprav so e-predavanja, ki jih dostavimo mi kot neki strokovnjaki, oziroma kot neka oseba, za katero je nekdo nas prepoznal kot strokovnjaka, bom rekla, je smiselno tudi to prodajati, ne. Tako da, je pa vedno potem za razmisliti, v tem primeru je tako predavanje v bistvu vstopni oziroma vhodni produkt za neke višje cenovne zadeve oziroma nekaj dražjega, ne. To se pravi, ko mi govorimo o nekem nizkocenovnem e-predavanju, ni zdaj to namenjeno temu, da bomo mi prodali, ne vem, 1000 takih tečajev, ampak je bolj smiselno, da je to namenjeno temu kot vhodni produkt za višje cenovne zadeve. Zdaj, kar se pa tiče potem tečajev, prav teh, bom rekla, majčkeno bolj aplikativnih, tako kot sem rekla, večinoma se prodajajo, bom rekla, tukaj bolj, recimo imamo primer neke tehnike, metode in te zadeve. Majčkeno bom tukaj, bom rekla, tako, ne, ti spletni tečaji so pri marsikomu popularni, ne, ker vidim, zdaj bom pa šel, pa bom to posnel, pa bo to zdaj pasivni dohodek. Zdaj, jaz bi tukaj res rada opozorila, ne bom se spuščala v marketinški del, o tem bom še govorila v prihodnjih videih, gre pa bolj za to, no, da želimo opozoriti, da se je treba zavedati, da če mi prodamo nek nizkocenovni tečaj, recimo 30, 40, 50 evrov, da če se želimo pokrivati, ne, če želimo to imeti res kot pasivni dohodek, se moramo zavedati, da mi rabimo maso takih tečajev prodati. Ja? Tako da, če imate vi omejeno ciljno skupino, ne, recimo moja ciljna skupina je blazno omejena, ker so to prvič podjetniki oziroma solopodjetniki, drugič so to solopodjetniki, ki izobražujejo, tretjič, zdaj kažem za tiste, s katerimi sem zdajle v žepu na sprehodu, kažem v bistvu pravzaprav, kako se zmanjšuje ta velikost, ne. Pri meni pride recimo velikost ciljne skupine mogoče do nekaj tisoč ljudi, ne. In če jaz prodajam, ne, s tem, da tudi ne bojo vsi kupili, kar pomeni, če prodajam nekaj za, ne vem, 20-30 evrov, pomeni, da bom se kar namatrala, da bom to prodala. Tako da, glejte, ko greste v te nizkocenovne zadeve, ja, super se sliši, je pasivni dohodek, enkrat, ko nam zlaufa, je pa, bom rekla, potrebna masa za zaslužek, zato da se pokrijemo. Tako da, jaz osebno vidim nizkocenovne produkte, mogoče še to dodam pikico marketinga, no, tukaj bi se jaz v takem primeru, tudi ko gre za take nizkocenovne zadeve,
bi se jaz skoraj raje posluševala recimo niti ne toliko samo organskega marketinga, ampak recimo bolj neke plačane oglase in tako naprej, kjer se pač ta stvar potem deloma pokriva sama iz sebe. Ko govorimo še o nizkocenovnih spletnih tečajih, to so super produkt, kadar govorimo kot produktu, ki je vhodni produkt. To se pravi, da recimo naredimo en spletni tečaj, ki je mogoče pač, ne vem, recimo 100-200 evrov, to se že mogoče pri spletnih tečajih že sliši bolj za tele, kaj so že, bolj srednje cenovno, ampak predstavlja lahko nek vhod v nekaj drugega. Zdaj, kar je tukaj treba biti pozoren, je to, da če nekdo kupi nekaj za samostojno učenje, je potem zdaj vprašanje, ali bo šel v naš program, ki je voden, pa je mogoče srednje cenoven ali pa visoko cenoven. Tako da, ko zastavljate, ko si vi zastavljate svojo strategijo tega poslovnega modela, kaj bojo zdaj vaši produkti, kako bojo med sabo tudi iz tega vidika formata se povezvali in vidika cene, dajte razmisliti, kam potem ta zadeva naprej pelje. Kaj je namen, zakaj jaz prodajam spletni tečaj po, ne vem, 40-50 evrov? Ali ga prodajam zato, ker želim z njim zaslužiti, v tem primeru pač seveda rabim maso, ali ga prodajam zato, ker je to element, ki pelje nekam drugam. In potem, če je to element, ki pelje nekam drugam, ali bo res ustrezal moji ciljni skupini? Mogoče ta ciljna skupina, zdaj to samo dajem za iztočnice, o čem razmišljati, ali morda ta ciljna skupina res išče spletni tečaj, kjer bo delala sama, ali išče, bom rekla, neko bolj podporo v obliki nekih vodenih programov, do katerih še pridemo. Tisto, kjer jaz vidim veliko priložnost za tiste, ki želite s spletnimi tečaji služiti, hkrati je pa v bistvu to, pravijo na trgu, sploh v mednarodnem okolju, da ni več trend, so pa srednje cenovni spletni tečaji. To se pravi, tukaj pa res mislim na te variante, kjer se zgodi neka konkretna transformacija. Običajno to niso glih, ne vem, 45-minutni ali pa enourni programi, ampak gre za majčkeno več časa, kar pa ne pomeni, da morajo biti ful dolgi. Lahko so samo, ne vem, 2-3 ure vsebine, s tem, da moramo mi vedno računati, ne. Ko govorimo o 2-3 urah vsebine, ki jo nekdo konzumira, moramo pri aplikativnih, transformativnih spletnih tečajih dodati še čas, ki ga on rabi za transformacijo, implementacijo, bi se rekla, no, tako. Kar pomeni, da v resnici za udeležence so daljše. Ne pomeni, da če je daljši tečaj, da rabi biti višje cenoven. Jaz imam tečaj, kjer je 6 ur, da oseba nekaj predeluje, pa bi ga dala v svojem rangu v nekaj nižje cenovnega, ne. Skratka, tisto, kar definira spletni tečaj kot srednje cenoven, je neka konkretna transformacija, aplikacija, embodiment, karkoli v tem kontekstu, sem tudi pri formatu govorila, tako da, in to ne izhaja iz dolžine vsebine, ampak izhaja iz tega, kako smo mi ta tečaj zasnovali, oblikovali oziroma zdizajnirali. To je tisto, kar jaz sama velikokrat poudarjam oziroma učim, ko vas učim kreirati spletne programe, ni poanta samo v tem, kako se mi posnamemo, ampak kako naredimo celotno zasnovo, da je res transformativna, da ni to zdaj samo kup informacij. Okej, tako da povzetek, spletni tečaji imamo lahko celo brezplačne, ampak dajmo to bolj v marketing sfero pustiti. Bomo v nadaljevanju, v kakšnem videu se še tega dotaknili, drugače pa nizkocenovni, kot neko e-predavanje, kjer samo razložimo stvari, ali kot nek manjši aplikativni produkt, skratka nekaj naredijo, pri čemer moramo biti pozorni, da če je to mišljeno za zaslužek, rabimo imeti dovolj veliko maso in dobro vzpostavljen marketing, ki ne bo od nas zahteval, da cele dneve garamo in pa na koncu zaslužimo par 100 evrov na mesec, oziroma imamo na drugi strani srednje cenovne programe, pri nizkocenovnem, torej da še pelje nekam, da je to lahko kot vhodni produkt za nekaj naprej, ali pa srednje cenovne, ki zagotavljajo neko konkretno transformacijo, pa naj tukaj še dodam, da kljub temu, da na trgu pravijo, da se ti tečaji ne prodajajo več, bi jaz rekla, da je treba kar presoditi glede na svojo branžo. Bom dala zelo konkreten primer pri sebi. Jaz imam kar precejšnjo število strank, ki ne morejo biti z mano v nekih vodenih programih,
ker so recimo še zaposleni ali pa ker imajo neke druge svoje obveznosti in jim je želja graditi stvari, da to gradijo v nekem svojem tempu, počasi in tako naprej in so pripravljeni pač plačati tudi, bom rekla, to neko tečaj za samostojno učenje v nekem srednjem cenovnem rangu. Druga stvar so Zoom e-delavnice. Konkretno, kaj ima mišljeno pod Zoom e-delavnice, čisto na kratko, več pa bomo v video formatih. To je mišljeno delavnice, ki so samostojne. To se pravi, delavnica preko Zooma smo v živo in skupaj nekaj delamo in stoji sama zase. Podobno kot spletni tečaj, bi rekli, samo da tukaj v bistvu v kratkem času nekaj konkretnega ustvarimo, ampak je nizkocenovno. To se pravi, še zmeraj te so v bistvu več ali manj nizkocenovne. Če govorimo o seriji delavnic, to se pravi, če imamo 5 delavnic, pa to sestavlja nek program, je to, kar paše pod naslednjo točko, torej pod mentorske, pod vodene mentorske ali coaching programe. Tako da pri Zoom e-delavnicah bi se dotaknila samo tega. Torej, kot samostojen nizkocenoven produkt, spet rabimo imeti maso. To se pravi, če mi želimo iz, 40 evrsko spletno delavnico se pokriti v enem mesecu, že sam, če želimo prispevke pokriti, kaj so recimo, minimalni prispevki tam okoli 700 evrov, bojo do 700 evrov malo prišli, koliko jih to rabimo, 20 ljudi, da to pokrije, da smo manj, kje je pol šele zaslužek, kar pomeni spet toliko več marketinga oziroma, bom rekla, toliko več ljudi, toliko več marketinga, Tako da včasih, bi tukaj res opozorila to varianto, včasih je lažje prodati, ker večkrat rečejo, energija gre isto, ali jaz prodam, ali prodajam nekaj za 20 evrov ali pa nekaj za 200, rabim pa manj ljudi pridobiti. Ampak potem se spet vrnemo na tisto točko, o kateri smo govorili na začetku, ali sem jaz naštelana na to, da prodajam nekaj po 200 ali pa 2000 evrov. Skratka, tudi sama lahko povem, v enem obdobju je bilo meni ful lažje narediti delavnico, zaračunati, 40 evrov in prodati, v tem kontekstu. Morate pa vedno zračunati, kaj za to pri vas v praksi pomeni, glede na svoje stroške in glede na svoj ciljni znesek. Spet, taka Zoom e-delavnica je super, torej, če jo prodajamo kot samostojen produkt, je super, če imamo maso, če vemo, da lahko zagotovimo na ta način maso. Druga varianta je pa lahko spet podobno kot pri nizkocenovnem spletnem tečaju, lahko predstavlja vhodni produkt za vodene programe. To se pravi, lahko naredimo eno krajšo delavnico, kjer pokrijemo mogoče neko tematiko in potem iz te delavnice povabimo v nek višjecenovni program, običajno nek mentorski oziroma nek voden program, ker v bistvu so ljudje, ki so prišli na ta voden program, torej na Zoom kot vodeno varianto, je velika verjetnost, da jih tudi zanima oziroma da iščejo način izobraževanja, kjer bojo vodeni, torej skozi nek oseben, ena na en ali pa skupinski program. Tako da iz tega vidika si znate to lahko predstavljati kot neke vrste webinar, to se pravi kot neko predavanje, ki smo ga enkrat naredili, pa je recimo bil brezplačen, tukaj pa recimo zaračunamo in potem to maso ljudi peljemo naprej, oziroma že cel marketing lahko zastavimo, da je kot to, bom rekla, kot en tester za tiste, ki bi radi želeli iti naprej. Druga varianta, kjer lahko Zoom e-delavnico uporabimo kot samostojne in kot nizkocenoven produkt, je primer, da so potem to vhodni produkt za posnete tečaje. To je pa zdaj čisto marketinška poteza v tem kontekstu, ker predstavljajo v bistvu, imajo nek rok. Pri spletnih tečajih, najtežja stvar pri spletnih tečajih za samostojno učenje, tistih, ki so ves čas na voljo, avtomatiziranih, je težava. Je to, da so vedno tam, vedno tam na voljo in je pač pravzaprav ni enega tistega momenta, neke nujnosti, neke, bom rekla, to lahko stranka reče, se to lahko kupam tudi čez en mesec ali pa 2, In pol čakajo ali neko posebno ponudbo, ali čakajo, da se pri njih nekaj zgodi, ali karkoli. Tako da tukaj pa recimo z neko tako e-delavnico lahko dodamo, bom rekla, lahko dodamo kot nek rok, nek tisti element nujnosti, oziroma tega neke omejitve časovne,
in v bistvu pridejo in s tem štartajo naprej. Tako da Zoom e-delavnice dajte res razmisliti, če so samostojni produkti, so torej nizkocenovne, recimo tja mogoče na pedagoško uro po 20 do, ne vem, 30, 40, 50 evrov, odvisno pač kakšna vsebina pa, bom rekla, katera branža, in potem pregledati, ne, čemu naj služijo. Torej, ali kot samostojen produkt, s katerim služimo, oziroma nam je to nek dodaten zaslužek v tistem mesecu, poleg nečesa drugega, ali so to vhodni produkt za vodene programe, sploh super varianta, ker pravzaprav so tudi one same vodene, ali pa kot vhodni produkt za recimo posnete tečaje, oziroma kot vhodni produkt mogoče tudi za neke članske programe, o katerih tudi govorimo v nadaljevanju. Naš tretji poslovni model oziroma tip produkta, format produkta, ki ga lahko oblikujemo v nek poslovni model, so pa tako imenovani vodeni programi. Zdaj tukaj bi res rada poudarila, vodeni programi pomeni, da gremo bodisi 1 na 1 ali pa skupinsko skupaj z neko osebo ali skupino v določenem obdobju skozi izobraževalni proces. Ja? To pomeni, da ne vem, štartamo vsi skupaj januarja, pa zaključimo marca, ali pa, mislim, lahko je to par tednov, lahko je par mesecev, lahko je 1 leto, lahko daljše. Predvsem gre za to, da ne morejo ljudje priti noter, ko smo mi že v procesu. Okay? Tako da, v bistvu, če je ta varianta, da lahko pridejo v proces, ko smo mi že v procesu, potem je velika verjetnost, da spada pod članske programe in gledamo naslednjo točko. Okay? Tako da, pri vodenih mentorskih programih, oni spadajo v kategorijo srednje do visoko cenovnih, predvsem zato, ker smo seveda mi zraven in menjamo čas za denar, kako je že, denar za čas, čas za denar, ja. So pa kljub temu, no, blazno priljubljeni, pa se mi zdi, da se spet vrača nazaj, oziroma, jaz mislim, da bojo skozi aktualni, predvsem zato, ker pač ljudem dajo neko motivacijo, ker delamo skupaj. Ne, je neka tista energija, da smo skupaj v nekem določenem obdobju, da nas je več, ker smo v istem zosu, bi se rekli, in tako naprej. Ne. In v resnici njihova dodana vrednost, oziroma največja dodana vrednost je pravzaprav to, da jih rabiš prodati manj bom rekla, za nek zaslužek. Ne. Tako da v bistvu je pa spet res, ne, moramo biti naštelani na tisto varianto, da smo res pripravljeni prodajati zadevo, ne, da nam ni težko prodajati nekaj za srednje cenovno, oziroma 1 na 1 pa še potem mogoče pod visoko cenovno. Njihova prednost, velika prednost je tudi to, da lažje testiraš trg. Ne, tako da sem že na začetku govorila v uvodu, včasih se zgodi, da imamo mogoče premalo udeležencev, ampak bomo to zadevo kljub temu izpeljali, ker dobimo takojšen feedback. Ne, pri spletnih tečajih, ki jih pa posnamemo, je pa zdaj tako, če imamo mi res veliko izkušenj s tistim, da smo to mi že 7 let, recimo, zdaj karikiram, par let to počeli z neko maso ljudi, točno potem vemo, lej, tole, tukaj ljudem dela probleme, to pa to, proces imamo izpiljen in tako naprej. Če pa tega nimamo, je pa skoraj lažje začeti s tem, da imamo neka mentorska srečanja ali pa coaching srečanja, oziroma pač karkoli je že modaliteta v ozadju, skratka, da gremo čez nek voden proces. Je pa res, da negativna plat, oziroma tisto, kar je treba pomisliti, je to, da vzamejo kar nekaj časa. Ne? Mi spletni tečaj za samostojno učenje vpišemo človeka noter, če nimamo celo že avtomatizacijo v zadju, in smo naredili. Ne? Mogoče razen, če smo dodali še nek support vsake toliko časa, mogoče rabimo odgovoriti na kakšno vprašanje ali kaj takega, pa je res praktično čisti pasivni dohodek, medtem da tukaj pomeni, da smo mi vpeti v ta proces nekaj časa, nekaj tednov, nekaj mesecev, plus mogoče še kakšen vmesen support, če dodamo kakršnekoli drugačne zadeve. Ne? Tako da je treba tukaj pretehtati. Mislim, da sem že v enem videu omenila, jaz, če bi se danes lotevala od začetka, bi štartala z nekimi mentorskimi, oziroma tudi sama sem takrat mentorskimi, sem temi vodenimi programi štartala, ker je pravzaprav bil višji dohodek, ker je dosti lažje pravzaprav dobiti. Ne? Ampak samo, če smo naštelani, če nismo naštelani na tako ceno, pa nam ni lažje. Ne?
Je pa izziv seveda, da to, če premalo prodaš, da si pa seveda na izgubi, razen če je tako ta varianta, kot smo rekli, da testiraš. Tako da, evo, o mentorskih oziroma teh vodenih programih pravzaprav to, torej srednje cenovni, recimo skupinski, više cenovni 1 na 1, rabiš jih manj prodati, super so tudi za tiste, ki imate radi več osebnega dela, več energije. Je pa res, da so včasih življenjske obdobja, sem že omenila, recimo, ko sem jaz imela majhne otroke, mi je bilo to lahko totalno odveč, tako da spet pridemo do tistega, da tehtamo, kaj želimo pravzaprav ustvariti in kako to podpre naš življenjski stil. In pa še zadnja oblika, oziroma zadnji poslovni model, so pa članski programi. Zdaj tukaj naj res opozorim, članski program pomeni, da pravzaprav lahko oseba pride v ta program kadarkoli in kadarkoli izstopi. Lahko pride, ne vem, ko ste vi to že, ne vem, imate 2 leti, ali pa pride na začetku, ali pa kakorkoli. Ker če pomeni, da mora oseba priti od začetka do konca z vami, pa da je v bistvu plačilo samo razdeljeno na obroke, pomeni, da je mentorski oziroma voden program, tisto, kar smo pogledali pod prejšnjo točko. Torej, članski programi pa dejansko pomenijo, da se lahko ljudje priključijo kadarkoli, nekako po stilu recimo Netflixa, po stilu naročnine na internet ali pa telefon. Skratka, ko imajo plačano storitev v nekem obdobju, takrat imajo dostop oziroma takrat imajo možnost udeležbe, ko nimajo plačane članarije, pač nimajo dostopa in udeležbe. Zdaj tukaj je lahko varianta, da imate, ne vem, neko knjižnico oziroma nekaj čist pasivno varianto, to se pravi, recimo, jaz sem imela eno obdobje, 2 leti, je bil članski program narejen tako, da so lahko ljudje prišli noter, tista vsebina, ki jim je bila dostopna, ko so predelovali, če so šli ven, so pač šli ven in niso imeli več dostopa. Tako da iz tega vidika, ne, ta poslovni model, članski programi, je v resnici na prvi pogled nizkocenoven, ker ljudje dajo, bom rekla, nizke zneske vsak mesec, ampak na dolgi rok v resnici pride do tega, da je do srednje ali celo visoko cenoven, ne. Če ga mi pogledamo res iz naše perspektive kot izvajalca oziroma iz vidika zaslužka, je pravzaprav, če je nekdo z nami dolgo časa, ne, je to pravzaprav lahko praktično pride do istega ranga kot pri recimo nekih vodenih srednjecenovnih programih, tako da res tukaj moramo zagotoviti neke vrste transformacijo oziroma neke vrste dovolj visok nivo, ne, da bojo ljudje res vztrajali. Tako da ti modeli so res privlačni zaradi stabilnega dohodka, ne, zdaj stabilnega je tako, ne. Hkrati ta stabilen dohodek lahko tudi past. Namreč, če mi res želimo, ne vem, če mi prodajamo nekaj za, ne vem, 30 evrov na mesec ali pa 40, se nima veze, ne, pa da recimo želimo, da je to stabilen dohodek, pomeni, da moramo imeti spet veliko maso. Pa ne toliko zaradi tega, da bo pokrila tistih 30-40 evrov, ampak zato, ker je osip, ne, ljudje grejo pa pridejo pa grejo, ne. Skratka, imate lahko recimo, mojo osebno izkušnjo povem, vpisanih je bilo, mislim, suma sumarom prek, ne vem, 50-60 ljudi, ne, in če bi človek rekel, super, prodali se, ne vem, po 40 evrov, super, zaslužek 2000 evrov vsak mesec, pa ni res, ker so ti ljudje prihajali in odhajali, oziroma se je zgodilo, večinoma so bolj prihajali, pa odšli, ne. Tako da je tukaj treba res kar razmisliti, ne, ker mi lahko potem mislim, lahko se odločimo za tak model, ne, samo potem pomeni, da konstantno moramo delati na tem, da ljudje prihajajo novi in novi ljudje noter. In preden mi dosežemo tisto kritično maso, kjer je neka masa ljudi, ki ostaja z nami, zna tudi kar trajati nekaj časa, ne, in je najbrž potrebnega kar nekaj tudi marketinškega vložka, bi se rekli, no. Tako da so privlačni zaradi stabilnega dohodka oziroma zaradi nekega občutka, da vemo za naslednji mesec, da imamo nek prihodek. Past njihova je predvsem v tem, ker je potrebna masa. Če so dobro zastavljeni, da ne rabimo v bistvu praktično ničesar drugega dodajati, da so recimo to neke vsebine, ki jih ali dostavljajo nekdo drug, ali da so vsebine, ki so ves čas noter, je super kot čisti pasivni dohodek, ker pravzaprav nam ni treba novih vsebin razvijati, novih stvari dodajati. Je pa res past ta, da če se nič ne dogaja, če ni nekega razloga, zakaj bi ljudje bili noter dolgo časa oziroma dlje časa, zna biti velik osip, to se pravi, veliko tistih, ki pridejo, potem tudi odidejo, ne, in v bistvu pravzaprav
je ta marketinški napor, ki ga damo noter ali pa recimo v vložek, se nam ne povrne. V smislu, delamo non-stop na tem, da ljudje prihajajo, hkrati pa, bom rekla, je odliv stran, ne. Tako da pri tem članskem programu nam mora biti nekako cilju, nekako za cilj, da pravzaprav na neki točki v nekem določenem obdobju pridemo do neke stabilnosti. Razen, če ima to zdaj spet nek drug pomen za nas, da je to vhodni produkt ali pa neka stvar za nekaj drugega, ne. Tako da, ko gledamo mi vse te produkte, vse te programe, je treba pogledati, kaj je pravzaprav naš poslovni namen, kaj želimo s temi programi doseči, kako se to sovpada z našim lifestylom, to se pravi s tem našim urnikom in življenjskim stilom, ki ga želimo imeti, kako to sovpada tudi s strankami in njihovimi časovnimi in drugimi potrebami, in potem pravzaprav gremo v razvoj. Sam razvoj pravzaprav je enak, ne glede na to, kaj delamo. Formula, metodologija, ki vas jo učim v mojih programih za izdelavo online programov, je pravzaprav enaka, ne glede na to, ali mi delamo Zoom delavnico v živo, ali pa delamo spletni tečaj bolj neke aplikativne narave, ali pa voden mentorski program. Pravzaprav ista filozofija, ista metodologija, samo izvedbeno prilagajamo. Tako da tukaj je, bom rekla, tudi ena privlačnost vsega tega skupaj, da včasih lahko mi razvijemo, ne včasih, mi imamo lahko razvit en program in ga potem prodajamo v različnih obdobjih v različnih formatih. Tako da, evo, na tej točki zaključujem s formati. Povabljen oziroma povabljena v mojo novo storitev Spletni hub, to se pravi, če iščeš rešitev za spletne učilnice ali pa za grajene spletne prezence, to se pravi za grajene spletne strani, za grajene nekih, rekla, spoznavnih programov, vodnih programov, nova storitev Spletni hub, in pa za grajenje celotnega ekosistema, celotnega tega spletnega prodajnega ekosistema, torej od pridobivanja strank do tega, kako vsebinsko zastavimo vse zadeve in kako to, bom rekla, nekako kontinuirano in aktivno tudi izvajamo, zato da pač lahko prodajamo, ne, torej da prodajamo tako, da znanje podajamo, pa v spletnem tečaju oziroma občasno ga izvedem tudi kot voden online program Prodajaj je znanje podajaj.